Medtem pa ste že pisali Božičku. Ja, večer, ko bo obiskal naše domove, je vse bliže. Božičkovi poštni nabiralniki pa se počasi zapirajo. In kar 28 jih je po Sloveniji, v različnih občinah jih gostijo, nato pa škrati vsa pisma, ki so jih otroci s svojimi željami vred oddali, pretovorijo v velike rdeče žametne vreče in jih odpeljejo k Božičku na dom. Lani jih je samo iz Slovenije prejel več tisoč in prav vsakemu se je tudi pisno zahvalil. Mojca Hanžič. To je zgolj eden od 28 božičkovih nabiralnikov v igluju sredi Murskosoboškega trga. Tu samo notri daš tako. Pridejo otroci, prinesejo svoje pismo, pa jim jaz dam en pečat in ga lepo tukaj dajo noter v nabiralnik. Pa če želijo, mi lahko tudi povejo, kaj so napisali Božičku. Pa vam povejo? Ja, včasih eni povejo. Mizu postolec v nabiralnik. Ja, kaj si ono zaželela, ne? Mizu postolec, ne? Ja. Za sobico. Da si naj želi srečno novo leto 2026. To, kar si pa ti želiš, pa je najbrž skrivnost, ne? Ja. Kaj si pa ti napisal Božičke? Tablico. Tablico si želiš, izvole. Se pa to daš not, glej. Kam bodo šla ta pisma, veš mogoče? Božičke. Božičku, pa misliš, da bo prebral vsako pismo? Ja. In začelo se je pred 6 leti, pravi Bojana Ksela Rose, ko je z družino prvič odpotovala k Božičku na Laponsko. Sem rekla, Božiček, mi rabimo Božičkove nabiralnike. In Božiček je bil takoj za. Edini pogoj, ki ga je takrat postavil, je bil, jaz rabim samo nekoga, da bi bo ta pisma pomagal vsako leto pretovoriti na Severni pol. In smo rekli, mi bomo to počeli in eto, zdaj to počnemo že 6. leto. Vsako leto se po vsej Sloveniji nabere za okoli 100 kilogramov pisem, ki jih najprej z letalom, nato pa na saneh, v velikih rdečih žametnih vrečah odpeljejo na severni tečaj, k Božičku. 6,500, all of them. Wow, that's a lot of letters. Yeah. And they are coming from Slovenia. Aha. Božiček pa nato ob pomoči palčka prevajalčka vsem otrokom, ki so pisma oddali v njegov nabiralnik, tudi odpiše. V pismu pa sporoči, da je želje prebral in da so darila že na poti.